Predstavljajte si, da se spuščate skozi bučne brzice, mogočne slapove in nevarne kanjone, pri čemer vas pri življenju ohranjata le visokotehnološka plastika in vaše spretnosti. Ekstremno kajakaštvo preizkuša meje človeške vzdržljivosti in poguma, vendar ni brez nevarnosti. Od vrtincev do hlodov, do najhujše nočne more, kar si jo lahko predstavljate, ki preži pod gladino. Pripnite se, saj bomo skupaj doživeli srce parajoče trenutke 4 najhujših ekstremnih kajakaških nesreč v človeški zgodovini. Priporočamo diskretnost pri ogledu. 7. avgusta 2011 sta Alan Sacher in še nekaj drugih kajakašev veslala po potoku Cherry Creek v narodnem gozdu Stanislaus v Kaliforniji. Tisto, kar naj bi bil zabaven izlet po potoku, se je kmalu spremenilo v nočno moro, ki jim je zavedno spremenila življenje. Če ste mislili, da je kajakaštvo mirno potovanje po tekoči reki, premislite še enkrat. Nepričakovani tokovi, nenadne nevihte in podvodne nevarnosti, kot so hlodi in skale, lahko vaše razburljivo pustolovščino spremenijo v boj za preživetje. In to še niti ne vključuje hitro tekočih vrtincev. Če se ujameš v enega od teh, je to lahko smrtna obsodba. Tudi izkušeni kajakaši se lahko ujamejo v vrtince, iz katerih ni mogoče pobegniti. In 28-letni Alan Sacher je bil izkušen kajakaš. Bil je doma iz Portlanda in je rad učil druge o kajakaštvu na divjih vodah. Po njegovih besedah mu je ta šport prinesel prijatelje za vse življenje in ga naučil več o sebi kot karkoli drugega, kar je kdaj počel. Popelje me daleč stran od turističnih točk v drugih državah in v nekatere najbolj skrivnostne kraje na zemlji, hkrati pa mi pomaga ostati prizemljen. Ta posebna kajakaška odprava se je pripravljala nekaj let. Alan in Eden, od njegovih prijateljev, sta vedno govorila o Upper Cherryju, kadar sta skupaj veslala. Upper Cherry Creek je 3-dnevna odprava, polna velikih slapov in dolgih, hitrih granitnih drč. Bilo je kot čaroben kraj, ki ga nista mogla dočakati, da bi ga raziskala. Toda njuni načrti za potovanje po Cherry Creeku so se vedno znova podrli. Alanovo potovanje je bilo odpovedano v zadnjem trenutku, njegov prijatelj pa se je poškodoval. Tako je morala njuna prva pustolovščina počakati. Naslednjič, ko sta načrtovala potovanje, si je Eden poškodoval koleno, Alan pa si je poškodoval rebra. Zdelo se je, da jima bo Upper Cherry spet ušla. Morda bi to morala vzeti kot opozorilo. A končno, po tednih načrtovanja, vzetih prostih dneh in spremljanju pretoka vode, sta bila pripravljena. Njuna ekipa je bila izjemno zanesljiva. Alan, Greg Spicer, Zach Lenoir in še en prijatelj so bili pripravljeni na odhod. Zach in Greg sta bila že večkrat v Upper Cherryju, kar je Alanu dalo nekaj samozavesti v teh neznanih vodah. Alan je bil izkušen, prekaljen kajakaš, znan po svojem načrtovanju in previdnosti na vodi. Ni bil tveganja željan, zato ni imel razloga dvomiti, da bo to potovanje kaj drugačno od drugih. Ko so prispeli do začetka poti, je imel njun prijatelj Zach težave z nahrbtnikom. Po urah poskušanja, da bi ga popravil, je moral odnehati. A srečali so Nicka Murphyja, izkušenega kajakaša iz Tennesseeja, ki je zaradi želodčnih težav zamudil svoj izlet, zato so ga povabili, da se jim pridruži. Tisti večer so hodili približno 2 uri. Prehodili so približno 5 kilometrov in taborili na čudovitem grebenu s pogledom na jezero Cherry. Naslednje jutro so premagali še preostalih 14 kilometrov do začetne točke. Izraz put in preprosto pomeni določen kraj v vodi, kjer boste, veste, dali svoj kajak v vodo. Alan je večino poti vodil in do tja so prispeli do sredine dopoldneva. Srečali so se z drugimi skupinami, malo zadremali in nato imeli kosilo. Niso se mogli upreti taborjenju na čudovitem mestu v granitnem čudežnem svetu. Chris pa je celo ujel nekaj postrvi za večerjo. Naslednji dan so zgodaj začeli na reki, da bi se izognili vročini. Premikali so se skozi tobogane in skalne vrtove ter obšli strašen brzic z imenom Zahodna obala Gorila. Ko so veslali skozi še več brzic, so doživeli manjši strah na mestu, imenovanem Dvojna luknja, kjer se je Nick prevrnil in moral priplavati na varno. Izčrpani zaradi dogodka in hvaležni, da so vsi v redu, so se odločili, da bodo zgodaj postavili tabor nad krajem, imenovanim Uličica slapov. Tisto noč so opazovali druge veslače, kako so premagovali slapove.
Načrtovali so, da bodo naslednji dan storili enako. Ko je napočilo jutro, so bili vsi navdušeni nad novim dnem na vodi, polni adrenalina in veliko zabave. Niso vedeli, da do sončnega zahoda eden izmed njih ne bo več živ. Tisti dan so stali na bregu in opazovali prijatelja, kako vesla skozi prvi brzic. Ko so videli njegov uspeh, so postali navdušeni nad svojimi lastnimi spusti. Alan je dal svoj kajak v vodo in odrinil. Toda skoraj brez opozorila je udarila nesreča. Alan je z običajno spretnostjo krmaril po vodi, ko je v srhljivem trenutku njegov kajak ujel vrtinec. Kot bi kasneje povedal očividec, ga je potegnilo v nek majhen povratni tok na dnu Waterfall Alleya. Ko te ujame vrtinec, moraš najprej poskusiti močno veslati iz njega. Če pa je premočan, moraš zapustiti kajak, zaplavati na dno reke in poiskati prehod med tokovi. Vse to, medtem ko si ujet v tej nori vodni nevihti, ki te skuša zadržati pod vodo. Ko se je znašel v tej težki situaciji, je Alan skočil iz svojega kajaka, pristal v reki in se močno boril proti toku. Po besedah njegovih prijateljev se je trudil po najboljših močeh priplavati ven, vendar je bila moč povratnega toka premočna. Potegnilo ga je pod vodo. Nad vodo je ostala le njegova roka, ki je segala po nečem, kar bi ga rešilo. Vsi v skupini so takoj skočili v akcijo in metali vrvi proti Alanovi iztegnjeni roki. Eden od njegovih prijateljev je komentiral: "Poskušali smo metati vrvi iz čolnov, s pečin zgoraj in z majhne skale, ki je bila le malenkost predaleč dolvodno. Saj enkrat smo ga zgrešili za manj kot 2 čevlja. Toda divja voda je prevladala nad njim in izginil je pod površino. Njegova roka je počasi izginjala. Več kot 3 minute ga je odnesel tok. Njegovi prijatelji so v minutah, ki so se zdele kot ure, panično opazovali vodo. Alana Sacherja je nazadnje vrtinec izpljunil nezavestnega. Greg in Chris sta ga potegnila ven in takoj začela z oživljanjem. Kljub vsem njihovim prizadevanjem je bilo prepozno. Nick je aktiviral oddajnik, da bi priklical helikopter. Skupaj so potegnili Alana iz soteske. Ko je prispel helikopter, so pomagali naložiti Alana in njegovo opremo. Pilot in reševalec sta bila profesionalna in razumevajoča, ko sta Alana za zadnjič odpeljala stran od vode, ki jo je imel rad. Odpravili so se nazaj do svojih avtomobilov, si izmenjali objeme s solznimi očmi in se odpravili domov. To je prvi od 4 najhujših ekstremnih kajakaških incidentov v človeški zgodovini. A daleč najhujši je 4. V tej naslednji zgodbi je eden od reševalcev, poročnik Kevin Kamerling, dejal, da je bila to najtežja reševalna akcija, kar sem jih videl v svoji 25-letni karieri. To je William Hoxie, človek rojen za pustolovščino in naravo. Medtem ko je bil v šoli, je bil zelo aktiven v atletiki, dramskem krožku in je celo zaključil gasilsko akademijo. V srednji šoli je šel na Feather River College, kjer je obiskoval predavanja in se vključil v program vodenja rekreacije na prostem. Bilo je nekaj posebnega pri nadarjenem Willu Hoxieju. Bil je izjemen glasbenik in pisec pesmi. Bil je tudi predan varovanju narave. Delal je za okrožni center za varstvo virov v okrožju Plumas. Will je bil del družine, ki je imela rada reke. Začel je kot vodnik za rafting po divjih vodah in kmalu postal izkušen kajakaš. Njegova najljubša reka je bila Trinity v severni Kaliforniji. A potoval je daleč naokoli. Oregon, Idaho, Severna Carolina, Utah, Virginia, Chile in številni drugi kraji, zgolj zato, da bi raziskoval njihove reke. Pogosto je delal kot spremljevalni kajakaš in veliko dni veslal s svojim bratom Benom. Poznali so jo kot Hoxiejeva fanta in bila sta precej znana v skupnosti kajakašev na divjih vodah. Will je sodeloval na številnih festivalih in tekmovanjih v kajaku na divjih vodah. Bil je tudi usposobljen za reševanje na brzicah, poučevanje kajaka in prvo pomoč v divjini. Leta 2021 je Will ostal v kraju Big Flats z majhno skupino prijateljev in pomagal zaščititi mesto, ko je skozi njega divjal požar Monument. Willa so opisovali kot nesebično, ljubečo in izjemno karizmatično osebo. Pustolovski duh, ki je bil vedno bos, vedno nasmejan, tako da se je vsak okoli njega počutil bolje. To se je tragično končalo 14. junija 2023.
Vse se je začelo na južnem delu Sierra Nevade, ob reki Kern. Reka Kern buči s pretokom 4800 kubičnih čevljev na sekundo. Tistega dne se je skupina 5 izkušenih kajakašev, vključno z Willom, odločila premagati zahtevni odsek Ant Canyon, razreda 4 pod mostom Johnsondale. Vedeli so, da je voda visoka, vendar so bili pripravljeni na izziv. Če niste seznanjeni s sistemom razredov za varnost na vodi, je razred 1 najlažji. Ti brzici imajo majhne valove in blage tokove. So kot počasi tekoča reka in so zelo varni za začetnike. Brzice druge stopnje imajo nekaj več valov in nekaj majhnih skal. Voda teče nekoliko hitreje, vendar je še vedno primerna za začetnike z nekaj osnovnimi veščinami. Brzice tretje stopnje imajo večje valove in več skal. Voda teče hitro in morda boste morali svoj čoln previdno usmerjati. So nekoliko bolj vznemirljive in zahtevajo nekaj izkušenj. Voda četrte stopnje, s kakršno se je Will kmalu soočil, ima zelo velike valove, močne tokove in veliko skal. Voda se premika zelo hitro in za varno plovbo potrebuješ dobre spretnosti. So vznemirljive in zahtevne. In razred 5 je samo za strokovnjake. Ti brzici imajo ogromne valove, zelo močne tokove in veliko nevarnih skal. Voda je izjemno hitra in le izkušeni veslači bi jih smeli poskusiti. So zelo intenzivni in tvegani. Na dnu prvega velikega spusta, brzice četrte stopnje 4 Bombaj, je reka potisnila proti majhnemu otoku na sredini reke. Velikokrat, ko veslaš s kajakom, je res težko imeti čist pogled, ki te vodi okoli skal ali drugega naplavin v reki. In hitrejši kot je tok, hitrejši mora biti tvoj reakcijski čas, ko opaziš ovire pred seboj. Will, star komaj 26 let, je veslal s kajakom proti neki podrasti, ko je opazil, da je okoli nje videti jasna pot. Takoj se je odzval in začel veslati proti novi liniji, ki jo je zagledal. A nenadoma je zadel skriti hlod, ki je štrlel izpod površja. Instinktivno je poskušal zadržati ravnotežje, vendar je hlod silovito pritisnil njegov kajak. Njegov kajak je prevrnilo na bok in ga ujelo, tako da je imel glavo komaj nad vodo. Sila reke je zagozdila njegov čoln, ki je bil sodobne oblike za brzice in posebej odporen proti zagozditvi. Da bi bilo še huje, je bilo njegovo telo obdano z več vejami, zaradi česar je bil v tej grozni situaciji še bolj ujet. Običajno bi v takšni situaciji zapustil kajak in odplaval na varno, vendar je bil zaradi načina, kako je hlod zagozdil njegov kajak in kako so ga veje pritiskale, popolnoma ujet. Willov prijatelj je priskočil na pomoč in obupano poskušal rešiti iz tega smrtonosnega položaja. Toda do tega mesta je bilo težko priti. Otok, ki ga je preplavila reka sredi reke, je oteževal dostop. Will je bil pri zavesti, ko so prišli do njega, in borili so se, da bi mu glavo držali nad vodo. Uporabili so vrvi in vso svojo moč, da bi ga poskušali osvoboditi, vendar je bila deroča voda premočna. Po 90 minutah srce parajočih naporov so morali poklicati na pomoč. Medtem pa je reka še naprej naraščala. Na koncu je dosegla 10.000 kubičnih čevljev na sekundo, kar je onemogočilo varno izvleko. Will Hoxie, spreten 26-letni kajakaš, je umrl 14. junija, ko je bil nemočno ujet v zgodovinsko visokih pretokih zgornje reke Kern. Kar to tragično zgodbo še poslabša, je dejstvo, da je moč vode Willov čoln in njegovo telo zadrževala na mestu več kot mesec dni. Namestnik poročnika Kevin Kamerling je povedal, da so za nesrečo izvedeli ob 17. uri 14. junija. Pri pretoku 5000 kubičnih čevljev na sekundo se niso mogli približati njegovemu kajaku. Poskusili so naslednji dan in dan zatem, vendar ni bilo varnega načina, da bi prišli do njega. Pretoki so bili v naslednjih dneh še višji. Čakali so in postavili namestnike na cesto nad reko, ter jih tam držali ves čas, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. V zadnjem tednu junija, ko so pretoki padli na približno 4500 kubičnih čevljev, so začeli reševalno akcijo. Napeli so vrv visoko čez reko in jo uporabili, da so reševalni čoln počasi premikali proti Willu. Toda brzice so čoln hitro obrnile po strani in mu grozile, da ga bodo potegnile pod vodo. Uspelo jim je, da so se rešili in se vrnili na varno. Ko je voda padla pod 3000 kubičnih čevljev na sekundo, so poskusili znova.
Njegov kajak se je zaradi sile vode prelomil na pol. Končno so bili uspešni. Will Hoxie je prihajal iz družine, ki se je ukvarjala s čolnarjenjem in je odraščal s kajakom na svoji domači reki, Trinity. Njegova družina je zavrnila intervju. Vedeli so, da je delal vse prav, šlo je le za nenavadno nesrečo. Ker se je bližal podaljšan vikend za praznik dela, so obiskovalce prosili, naj se izogibajo reki. Tisto leto je reka Kern zahtevala 8 življenj. Če ste ljubitelj kajakaštva, ste verjetno že slišali za Brena Ortona. Ta 29-letnik je bil eden najbolj nadarjenih kajakašev v profesionalnem svetu. Njegov YouTube kanal Sanders prikazuje nore posnetke vseh njegovih potovanj po svetu. Od Norveške do Afrike, Kalifornije in Evrope. Orton je raziskal večino najlepših belovodnih območij na Zemlji. Orton je imel veliko nenavadnih služb, preden je postal profesionalni kajakaš. Preizkusil se je kot uslužbenec v klicnem centru in kot delavec na gradbišču. Sodeloval je celo v medicinskih preizkusih, da bi financiral svoja potovanja. Izkušnjo je opisal kot sumljivo. A najbolj nenavadno obdobje v njegovem življenju je bilo, ko je bil grobar. Ja, prav ste slišali, dejanski grobar. Jasno je bil človek, ki je bil pripravljen narediti vse, da preživi in sledi svoji ljubezni do kajakaštva. Orton bi se pošalil, preden je začel dobivati plačilo za kajakaštvo. Zdaj mislim, da sem delal že skoraj vsako možno delo. Ko pa je dobil priložnost kot kajakaš, je Orton začel podirati rekorde. A ni podiral le rekordov. Zlomil si je tudi hrbet. Leta 2018 je spuščal s kajakom po slapu v Kanadi. Med poskusom spusta po 100 čevljev v visokem slapu Alexandra Falls v severozahodnih teritorijih je Orton močno udaril v vodo in si zlomil hrbet ter obraz. Udarec ga je onesvestil in rešiti so ga morali njegovi kolegi kajakaši. Na srečo so ga pravočasno potegnili iz vode, vendar je kljub poškodbi vztrajal, ne da bi se zavedal, da ima zlomljen hrbet. Utrpel sem nekaj močnih udarcev in staknil kompresijski zlom. Poskušal sem vztrajati kljub bolečini, saj sem mislil, da gre za mišično poškodbo. A nekaj tednov kasneje nisem mogel vstati iz postelja. Približno 4 tedne potem sem se že vrnil na kajak. Ampak minilo je 8 tednov, preden sem spet spuščal po slapovih s kajakom. In to ni bilo po priporočilu zdravnika. Orton je postavil izjemen rekord v svetu kajakaštva. Dosegel je najvišji spust med britanskimi kajakaši. Leta 2018 je uspešno preveslal slap Big Banana Falls v Mehiki. To je ogromen slap, visok kar 128 čevljev. Ta spust je bil drugi najvišji padec čez slap, ki ga je do takrat dosegel kajakaš. Big Banana Falls predstavlja edinstveni izziv. Zahteva, da se kajakaši spustijo van z vrvjo, kar se je Ortonu zdelo še posebej zastrašujoče. Kljub strahu pred spuščanjem po vrvi je Ortonu uspelo opraviti spust. Opisuje, da je bil udarec na dnu ogromen. Ortonov rekordni podvig pri Big Banana Falls izstopa v njegovi pustolovski karieri. Izrazil je ambicije, da bi izzval svetovni rekord, ki je bil postavljen pri 198 čevljih pri Palouse Falls v Washingtonu, ZDA. Orton je načrtoval, da bo to poskusil v prihodnosti, saj je želel ta rekord izenačiti ali preseči, odvisno od pogojev, kot so vodostaj in vreme. Vendar pa nikoli ni dobil priložnosti, da bi podrl še en rekord. 16. maja 2024 se je Orton odpravil s skupino kajakašev. Spustili so se po reki Molesa v Švici, ki je znana po svojih strmih brzicah 5. stopnje. Kot smo že prej omenili, je 5. stopnja najtežja vrsta vode z dolgimi, oviranimi ali silovitimi brzicami, ki veslača izpostavljajo dodatnemu tveganju. Torej so te rezervirane za profesionalce. Potovanje je potekalo po pričakovanjih, dokler se Bren Orton ni soočil z nepredstavljivim izzivom. Ujel se je v nevaren povratni tok. To je hidravlični pojav, ki ujame in reciklira vodo ter ustvari učinek podobno vrtincu. Kot smo videli pri Alanu Sacherju, je ta pojav lahko zelo nevaren in ujame tudi najbolj izkušene kajakaše. Reke v regiji Ticino, kot je znamenita Verdzaska, slovijo po svoji lepoti in strmih, kristalno čistih vodah, ki privabljajo izkušene čolnarje. Toda ob visokih vodostajih lahko te reke ustvarijo smrtonosne vrtince, ki se jim je težko izogniti. Tistega dne so Bren in njegovi prijatelji premagovali zahtevne brzice,
ko je on obtičal v enem od teh nevarnih vrtincev. Hitro ga je potegnilo pod vodo, skoraj brez možnosti rešitve. Kljub takojšnjim poskusom reševanja njegovih prijateljev je Orton potonil pod moč vode in se ni več pojavil na površju. Iskanje njega je bilo nepopustljivo. Tako lokalne oblasti kot prijatelji so neutrudno prečesavali reko in okolico. V tej fazi je bil Bren označen kot pogrešan. 2 tedna sta upanje in obup poganjala obsežna iskalna prizadevanja. Končno je prišlo do razkritja, ki je prineslo boleče olajšanje. 30. maja 2024 so truplo Brena Ortona odkrili v jezeru Maggiore, tik čez mejo v Italiji. Njegovo izginotje in kasnejše odkritje njegovega trupla sta vrgla senco na kajakaško skupnost. Upali so na čudež. Na dan, ko so našli Brenovo truplo, je lokalni čolnar obvestil oblasti, potem ko je v vodi opazil nekaj sumljivega. Policija v Ticinu je kasneje v izjavi potrdila žalostno novico. Kmalu pred 11. uro dopoldne so v Locarnu v vodah jezera Maggiore našli truplo moškega, ki je izginil 16. maja med kajakaštvom v Molesi. Odkritje je končalo iskanje, a skupnost je ostala v žalovanju za priljubljeno osebnostjo in legendo kajakaštva, katere zapuščina bo še naprej navdihovala druge. V prvih 3 primerih so se kajakaši soočili z vrtinci in skritimi predmeti v reki, ki so jih stali življenja. Tudi v tej zgodbi se je Johannes Hendrik Kuce v svojih zadnjih trenutkih življenja soočil z neverjetno nočno muro. 32-letnik je bil visok, 180 cm močne postave, z umikajočo se linijo las in do kože pobrito glavo. Bil je nekdanji bolničar južnoafriških obrambnih sil in velikan v svetu raziskovanja divjih voda. Henry je zaslovel leta 2004, ko je vodil izjemno odpravo od izvira do morja. Bila je na reki Nil in je posnemala potovanje Johna Goddarda iz preteklosti. Ta ambiciozna odprava se je začela pri Viktorijinem jezeru v Ugandi 17. januarja in je dosegla Kartum 25. marca. Ekipa je nadaljevala svojo pot in 21. maja prispela do Sredozemskega morja v Roseti. Namen odprave je bil izpostaviti humanitarne težave v regiji. Kot odgovor na trditve, da njihova pot ni začela pri pravem izviru Nila, so Kuce in njegova ekipa aprila 2005 začeli dodatno odpravo od Kagera do Viktorijinega jezera. To je dodalo še 466 milj k prvotnim 4163 milj, ki so jih prehodili leta 2004. Henryjeva mama, Marie Niemann, pravi, da je bil njen sin vedno neustrašen in je rad pritegnil pozornost. Rojen je bil leta 1975 v majhnem mestu v severozahodni provinci Južne Afrike. Henry je bil 2 leti mlajši od svoje sestre Charlene. Ko je bil v 7. razredu, je izgledal mlajši, kot je bil v resnici, in se spopadal z izpuščajem, a je pogumno pripel svojo fotografijo na šolsko oglasno desko. Ob njej je bila pripomba, ki je pisala: "Iščem dekleta." Katerakoli dekleta, stara med 10 in 14 let. Njegov obraz je bil poln mozoljev, se spominja njegova mama. Ni bila najboljša slika. Henryjev oče, Hank, je bil major in obveščevalni častnik v južnoafriških specialnih enotah. Živeli so v Ošakatiju med južnoafriško mejno vojno. Nekoč so se soočili z artilerijskim obstreljevanjem angolskih sil, ki so jih podpirali Sovjeti. V spominih, ki jih nikoli ni objavil, je Henry pisal o vznemirjenju, ki ga je čutil med temi napadi. Ko so začele padati bombe, sem se splazil pod posteljo, kot so mi naročili. A na skrivaj sem to oboževal. Zdelo se mi je kot pustolovščina, prav takšna, kot jo je imel moj oče v vojni. Jasno je, da je Henry imel željo živeti na robu, toda kako daleč ga bo ta želja popeljala? V svet kajakaštva je vstopil potem, ko je pri 21 letih zapustil južnoafriške obrambne sile. Južnoafričan Peter Meredith je leta 1997 pravkar začel delati kot vodja raftinga pri safari par excellence, ko je Henry, sveže po letu dni v vojski, prišel iskat avanturo. Prijatelj je prišel k meni in rekel: "Pravkar sem spoznal tega izjemnega tipa. Moral bi ga spoznati," pravi Meredith. "Pojdimo ponje in naredili bomo sončni zahod na vrhu Soteske." Henry, ki je kmalu po prihodu na Zambezi
dobil službo vodje operacij pri podjetju za panoramske lete s helikopterjem, je izžareval nalezljivo energijo. Poslušal je in govoril jasno, popolnoma pritegnil Meredithovo, ki je prav tako služila v vojski. Bil je zelo intenziven, pravi Meredithova. Iz njegovih oči je sijala samozavest. Meredithova mu je takoj ponudila službo, čeprav Henry še nikoli v življenju ni bil na reki. Nasplošno ne bi zaposlili nekoga za vodenje po reki 5. stopnje, dokler ne bi imel vsaj 5 let izkušenj z vodenjem. Meredithov šef je potreboval nekaj prepričevanja, a je na koncu privolil. Mesec dni kasneje je Henry dajal ukaze strankam na enem izmed najzahtevnejših komercialnih raftingov na svetu. Bilo je, kot bi stopil v bazni tabor Everesta, ne da bi kdaj nosil dereze in vodil ljudi na vrh. Toda nobena od teh samozavesti ali spretnosti ni pripravila Henryja na srečanje na zadnjem kajakaškem spustu njegovega življenja. 7. decembra 2010 je Henry Kutse veslal po reki Lukuga v Kongu skupaj z Američanoma Benom Stuxburyjem in Chrisom Corbuličem. Ta odsek je zloglasen ne le zaradi nevarnih brzic, ampak tudi zaradi obilice krokodilov in povodnih konjev. Novec z odprave so bile deljene na spletu. Stuxburyevo poročilo je prispelo 29. novembra. Zaključil je, da bomo v le nekaj urah vkrcali na tovorno ladjo in prečkali 270 milj navzdol in čez jezero Tanganjika, skozi Tanzanijo, do edinega iztoka tega mogočnega jezera pri Kalamiju v Dedereko Kongo, kjer se začne reka Lukuga. Zadnje sporočilo ekipe prek naprave Spot je bilo poslano 5. decembra in je nakazovalo, da je vse v redu. V enem izmed prejšnjih poročil, 1. novembra, je Stuxbury citiral Henryja. Imel je neprimerljive izkušnje z navigacijo med nevarnimi vodnimi živalmi Afrike. Henry je rekel: izogibaj se povratnim tokom, še posebej majhnim, ker so tam 3-tonski povodni konji, ki te bodo pregriznili na pol. Ne približuj se bregovom, ker se krokodili sončijo in bi te lahko imeli za kosilo. V bistvu, ostani blizu za menoj in sledi mojemu zgledu. Imate kakšno vprašanje? Pri ustju reke je krokodil po imenu Gustav, ki je star, dobro hranjen ljudožerec. Če vas naslednji teden odprave skrbi tako kot nas, prosim upoštevajte Henryjevo nasvet in se ravnajte po 3. pravilu. Ne glede na vse, ne paničarite. To sporočilo je dodalo srhljivo ozadje dogodkom, ki so sledili. Bili so 120 milj nižje po toku od mesta, kjer reka Lukuga odteka iz jezera Tanganjika. Potem, ko so pravkar premagali odsek, ki so ga strokovnjaki imenovali neprevozen, so zdaj mirno pluli skozi 100 milj mirne vode, preden jih je čakala reka Kongo. Toda nevarnost je prežala in oni so to vedeli. Zgodbe o krokodilih na teh območjih so jih postavile v visoko pripravljenost, zato so veslali tesno skupaj v strnjeni formaciji. Corbulič se tega trenutka živo spominja. Ob bregovih je bila gosta slonova trava, mi pa smo močno veslali sredi toka. Pozorno sem spremljal Henryja, jaz pa sem bil le nekaj metrov stran, na njegovi desni, Ben pa je bil pred njim na levi. Na kratko sem odvrnil pogled, da preverim našo poravnavo, in ko sem pogledal nazaj, je krokodil že planil proti njemu. Slišal sem ga, da je nekaj rekel tik preden ga je potegnilo pod vodo. Zgodilo se je tako hitro, da je njegov kajak skoraj izginil pod gladino. Prišlo je do boja, a kmalu so se vsi premiki ustavili. Tudi Stuxburyev spomin je srhljiv. Ko sem slišal Henryja zakričati, bog moj, krokodilova čeljust se je zapirala okoli njega, ogromna, široka kot njegov trup. To me je šokiralo. Po nekaj minutah, ko ni bilo ne sledu o Henryju, njegovem čovnu ali krokodilu, smo vedeli, da moramo od tam. Prišli smo do bližnje vasi, približno milijon nižje po reki, in poiskali pomoč pri domačinih. Takrat smo opazili, da mimo pluje Henryjev kajak. Stekli smo za njim, upajoč na kakršenkoli znak. Ničesar ni bilo. Kljub prizadevanjem, da bi skupaj z vaščani organizirali iskanje, so bili neomajni. Ta krokodil je že vzel 9 življenj iz njihove skupnosti. Tragedija je odmevala po vasi, kjer niso našli niti najmanjših ostankov Henryjeve opreme. To je bil temačen opomnik na surovo moč narave in vode, po katerih so si drznili pluti. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.
Bodite pogumni in živite pogumno.